Preden začnemo s kulturnim programom, v katerem bodo, tako kot pri Sveti maši, sodelovali trobilci pod vodstvom Roberta Albrehta in pevci obrtniškega mešanega pevskega zbora Notranjska pod vodstvom Janeza Gostiše, bi k pozdravnemu nagovoru povabila še predsednika VSO Logatec, gospoda Jožeta Leskovca. Spoštovani podpredsednik Združenja VSO, Franci Feltrin, spoštovani gospod župnik Jernej Marink in ostali gospodje, spoštovani poslanci Državnega zbora, oropoščaki, svojci. Preden nadaljujem program, predlagam, da se z minuto molka spomnimo vseh prej omenjenih in vseh že pokojnih, ki so takrat stali v bran domovini. Slava jim in naj počivajo v miru. Letos praznujemo 35 let samostojne države in tako organizirano se že 13. leto srečujemo na tem kraju spomina. Veliko smo dosegli v tem času lastne države in še več bi lahko. Če se ne bi nenehno ozirali nazaj po polnih loncih mesa, ki pa so bili v našem primeru smrdljivi in prazni. Zakaj omenjam polne lonce mesa iz časov, ko je Mojzes rešil Izraelce iz egiptovskega suženjstva in kaj imamo Slovenci kot narod skupnega svetopisemsko izvoljenim ljudstvom? Na prvi pogled nič. Ko pa nekoliko bolj podrobno pogledamo staro zavezno zgodovino izvoljenega ljudstva, pa kaj kmalu dobimo prav zanimive vzporednice. Ivan Cankar je pisal, kako je Bog namenil ta košček kraja na zemlji veselim ljudem. Po stoletjih tujega vladanja se je z odhodom zadnjega tujega vojaka in priznanjem naše države v skoraj evforičnem zanosu zdelo, da to res živijo veseli ljudje. Tudi Izraelce je Bog po služabniku Mojzesu izpeljal iz Egipta v obljubljeno deželo, ki pa se je takrat, tako kot mi, kaj kmalu pozabili na svojega rešitelja. Še preden so do nje prispeli, so Boga zavrgli in godarjali nad Mojzesom, češ, da je bilo v Egiptu bolje. Njihov spomin je zelo hitro bledel. Prav spominom pa ima tudi naše ljudstvo težavo. Vem, da je v času rešitve iz Egipta informacija potovala bistveno počasneje kot danes, prav to pa je še bolj zaskrbljujoče. Doba globalne informacije je verjetno na vrhuncu razvoja. Če v svoji človeški logiki še razumem zavedenost in dvom Izraelcem nad svojim vodjem Mojzesom, nikakor ne morem razumeti mnogo bolj izobraženih v naši domovini, ki še vedno presegajo na Egipt in si vedno znova iz skupne zlatnine ulivajo zlata teleta. Izraelovo ljudstvo je tako 40 let tavalo po puščavi. Njihova pot do obljubljene dežele je bila težka, skoraj nemogoča in večkrat so se oddaljili od Boga in Mojzesa. Mi tavamo in se iščemo že 35 let in upam, da v naslednjih 5 letih pridemo do cilja prave demokracije. Slovenija je samostojna in neodvisna dežela. Manjka pa nam še resnične demokracije, kjer bodo zakoni veljali za vse enako. Danes se prevečkrat pokaže, da tisti, ki častijo zlato tele in obujajo nostalgijo do Egipta, spadajo med prve razredne. Ostali pa... Bili smo zraven, ko je egipčanska konjenica končala v koprskem pristanišču
Videli smo, kako se je njih moč pogreznila v daljavi Jadranskega morja. Videli smo in bili smo veseli ljudje. Morda preveč veseli, da nismo opazili njihovo vrnitev. Sprva smelo, boječe, z leti pa vse bolj odkrito in agresivno. Mi pa smo bili še vedno veseli in vse bolj zaupali v zlato tele, ki bo v naše dobro vsijalo ob žarometih TV ekranov. Tako smo verjeli to tele, da smo se kot Izraelci v poplavi lažnih prerokov, spregledali in zavrgli svojega odrešenika. Imamo svobodne volitve in te zadnje so prinesle kanček upanja, da tako kot Mojzes pretopi zlato tele in ga zmelje v prah. In prav vsi, ki danes živimo v raju pod Triglavom, se bomo morali veliko bolj potruditi, da ne bodo nekoč tu živeli drugi veseli ljudje. Ljudje, ki ne bodo poznali Cankarja, Prešerna, Trubarja in v svojem jeziku uporabljali dvojine. Da ne bodo izginili kozolci, da ne bodo številne cerkvice dobile okrogle zvonike brez zvonov. Tudi Bog nam ne bo pomagal, če si sami ne bomo. Pred nami so nenehno novi izzivi. Spodbujajmo in podpirajmo tiste, ki jim je zemlja slovenska, kultura in vera naših prednikov sveta. Še zdaleč ne drži, da so vsi isti. Prav vsi imamo korenine nekje na kmetih in verjamem, da je nekaj kmečke pameti še ostalo v zavesti Slovencev. Samo malo te pameti pa je potrebno in nekaj naše volje, da sanje naših prednikov in sadovi naših del ne bodo zgolj kratko obdobje dežele veselih ljudi pod Triglavom. Srečno Slovenija! Hvala gospodu Leskovcu za te besede.